Predvsem bi pa rekla, da kot primer dobre prakse v smislu, da v interesu obravnave pacientov se sproti dogovarja primarna raven in sekundarna, kar pomeni zaposleni zdravstvenega doma in pa bolnišnice, in to sodelovanje je kar vzorno. Pri dodatku v zakon naj bi se zdaj spremenilo tudi to, ne samo nujno hitro, ampak tudi zelo hitro. Tako. Pri analizi podatkov smo ugotovili, da pravzaprav zdravniki, izbrani zdravniki oziroma opredeljeni zdravniki pošiljajo svoje paciente v urgentni center tudi zaradi dolgih čakalnih vrst, ko gre za hudo bolezen, kjer lahko na ta način pacient pride tudi hitrejši do obravnave v specialistični ambulanti. Ravno iz tega naslova, ko smo malo povpraševali, zakaj se je povečalo tako število pacientov z napotnicami, so nam povedali, da problem je, če ima nekdo recimo sum na raka ali pa kakšno drugo hudo bolezen, da pravzaprav ne more čakati 3 mesece in več, da bi prišel na vrsto, ampak da potem pošlje v urgentni center, kjer naj bi čim prej bil obravnavan in diagnosticiran. V takem primeru smo potem v zakonu o pacientovih pravicah predlagali, da se uvede nova stopnja, in sicer zelo hitro, to je stopnja, kjer bi v roku 14 dni pacient prišel, torej ne več v 24 urah, ampak v 14 urah, v 14 dneh prišel do pregleda tako in pač potrebnih diagnostik. Čim prej se vam je zdelo, da je pomembna da se uvede tudi zelo hitro, predvsem zaradi kakšnih nujnih primerov, ker hitro pomeni... Urgenca je namenjena dejansko urgentnim stanjem. Tistim stanjem, ki dejansko ne morejo počakati in morajo v 24 urah biti obravnavani. To so predvsem življenjsko ogrožajoča stanja. Seveda se, kot smo že tudi, kot ste ugotovili, prihajajo v urgenco tudi pacienti, ki niso za urgenco, in mi si želimo po recept ali zaradi spadanja las ali zaradi vse sorte stvari. In mi seveda si želimo, da tak pacient premisli, mi seveda vemo, da pacient ni zdravnik in težko sam pri sebi ugotavlja, kaj resnično je nujno in kaj ni, zato seveda bodo vrata odprta za vse, vendarle pa dejansko so ta vrata odprta življenjsko ogrožajočim stanjem in takim pacientom, ki seveda rabijo tudi nujno obravnavo in ne morejo čakati po 3 pa po 6 pa ne vem koliko mesecev, pač bi skozi ta način omogočili hitrejšo obravnavo.